Spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, pozdravljeni v oddaji Moja družina. Z vami sem Polonca Obrči-Rep in danes gostim zavarovalnega agenta Borisa Korušaka. Boris prihaja iz družinskega podjetja in je zavarovalni agent. Torej, pogovarjali se bomo o zavarovanjih, o rizikih na trgu in kako lahko temu v bistvu ne preprečimo, ampak bolj zaščitimo. Boris, zanima me, zakaj zavarovalništvo, oziroma bolj, kako si začel pa kako se je razvijala vaša pot, ker sta rekla, da prihajaš iz družinskega podjetja, pa malo povej, kako se je začel pri tebi. Ja, začel se je zelo tako ljubiteljsko, kot neka popoldanska dejavnost. S časom seveda je to preraslo kar v konkreten posel. Tako da danes v bistvu delujemo v podjetju družinskem, kjer smo zaposleni cela družina. Jaz, moja partnerca, njuna dva otroka, sestra njena, še nekaj prijateljev je, ki so v bistvu tudi zavarovalni zastopniki in v bistvu skupaj delujemo preko enega podjetja, katerega smo ustanovili skupaj z mojo partnerco. Drugače pa začel sem zavarovalništvo še v času, jaz se dostikrat pošalim na ta račun, ko ni bilo mobitelov, ko ni bilo avtocest, ko ni bilo interneta in danes se res vprašam, kako smo pravzaprav takrat sploh delali. In moram reči, da je tista vztrajnost me pripeljala do tega, da danes v bistvu lahko rečem, da smo uspešna zavarovalno zastopniška družba, ena od največjih v Ljubljani, tako da nam je to v bistvu v ponos, da smo v bistvu uspeli iz neke ljubiteljske dejavnosti v bistvu to prerasti v resen posel. Torej, super, hvala. Da se iz malega vedno lahko zraste veliko, in torej v vašem podjetju PopZav vas je zdaj več zaposlenih. Delujete na več področjih, poznamo zavarovanja so od avtomobila lahko zavaruješ sebe, zdravje, razna premoženjska hiša in tako naprej. Ampak dajva se vrniti malo na začetek. Kako pa so sploh nastala zavarovanja? Kje se je začel? Iz kakšnega razloga? Ja, začel se je z, recimo temu, življenjskimi zavarovanji. Še pred časom Kristusa, ko so rimski vojaki v bistvu za svoje družine poskrbeli na ta način, da so del svoje plače, svojega prihodka, ki so ga dobili, vložili v poseben sklad in če kdo pač neke bitke ni preživel, je njegova družina dobila neko rento iz tega naslova. Tako da to so, kolikor jaz vem, v bistvu te prvi zametki zavarovanj, ene od oblik zavarovanj, ki se je pač danes precej razvila, ampak življenjska zavarovanja še vedno obstajajo. Je zanimivo to, ne. Drug tak v bistvu sklop zavarovanja pa na premoženjskem področju, to se je pa začelo v bistvu z osvajalskimi pohodi Špancev, Portugalcev, Nizozemcev, ki so v bistvu pač vozili začimbe iz Indije z ladjami ali pa osvajali nov svet, Ameriko. In seveda lastniki teh ladij jih je skrbeli za svoje premoženje in so se pač med sabo dogovorili in ustanovili tako imenovano, danes bi rekli, čisto klasično zavarovalnico za premoženjsko zavarovanje, kjer so zavarovali svoje ladje, če se je kateri kaj zgodilo, da je pač lastnik te ladje dobil neko odškodnino. Ne vem točno, kakšne so bile te odškodnine, ampak vem pa, da je to obstajalo. Torej, ne tako kratke korenine, zelo daljnosežne korenine so tega zavarovalništva, in seveda danes so to organizirane oblike, zavarovalnice in tako naprej, kot si sam omenil, to napreduje in neke obliki je. Pa me zanima, v svoji karieri si rekel, začel si ljubiteljsko, kot popoldansko delo. Zdaj pa imaš res eno večjih agencij, zelo strokovni, večkrat se srečava na trgu, večkrat sodelujeva. Pa bi mogoče z tvojega vidika rada slišala, ali pa če lahko našim gledalcem poveš, kaj je tisto, kar dela zavarovalnega agenta kompetentnega na trgu? Ja, jaz sem prepričan, da je to edina stvar, ki res naredi kompetentnega zastopnika, je njegova storitev, se pravi servis, ki ga nudi stranki, ker ti samo na tak način v bistvu lahko zagotoviš tisto, kar obljubiš. Dostikrat se uporablja recimo izraz, da zavarovalničarji prodajamo meglo. Saj mogoče je res, na nek način v bistvu prodajamo pa obljube, katere se napišejo na list papirja, to je zavarovalna polica, to je pogodba, ki ima splošne pogoje, ki ima vse
člene noter in v bistvu se morata obe dve strani te pogodbe držati. Seveda, se pravi stranka, zavarovanec na eni strani, da v bistvu poda vse pravilne podatke, pa da izrazi svoje želje, kaj ga je pravzaprav strah, česa se boji, da bi se zgodil z njim, z njegovim premoženjem, z njegovimi najbližjimi. Po drugi strani pa zavarovalnica, da vse tisto, kar je napisano v splošnih pogojih, da seveda potem s tem svojim procesom, ki ga imajo zavarovalnice, se pravi od sklenitve, ob nastanku škode, cenitve, pa potem v bistvu včasih tudi kakšnih poravnav, pa na koncu, da pride seveda do izplačila in da se to v bistvu naredi v korist seveda obojestransko, stranke in tudi zavarovalnice. Ker treba je vedeti, zavarovalnice so gospodarske družbe, delajo tudi za profit, imajo pač zelo enostavno, če lahko rečem matematiko, kaj zberejo, koliko zberejo premij, koliko škod plačajo, še nekaj mora za njih ostati in to mora funkcionirati. To se je zdaj v zadnjem času pokazalo, v bistvu s to inflacijo, s to rastjo cen, da so zavarovalnice morale, bile prisiljene dvigniti premijo, kajti če se, ne vem, gradben material podraži za 30, 40, 50%, s tem se poveča tudi vrednost našega premoženja, naših hiš, stanovanj in to je pač tista osnova v zavarovalništvu, na kateri se obračunava premija in tukaj potem absolutna posledica to, da je treba dvigniti premije zavarovalne. Ja, seveda, normalno, časi so taki. Pa vendar prej si rekel premoženja, torej se dvigne vrednost premoženja. Pa mogoče greva korak nazaj pri premoženju. Jaz velikokrat pri strankam povem, na kaj treba biti pozoren. In če poznaš Maslovo hierarhijo, piramido potreb, torej prvo so osnovne stvari za poskrbeti. In seveda najprej pri premoženju je treba poskrbeti za zaščito njegovo. Torej osnovna socialna varnost je izjemno pomembna. In me zanima zdaj, če pomisliš recimo od začetka delovanja pa do danes, kakšen primer, ki se te je res dotaknil, pa ker si ga skozi neko svojo storitev uspel nekomu mogoče nekaj zaščititi ali pa polepšati ali pa pri premoženju. Eno takih primerov je sigurno bil, kjer me je v bistvu naredil zavarovalničar, bom tudi odkrito povedal, kajti do takrat sem bil ljubiteljski, potem sem pa spoznal, da res delam dobre stvari, stvari, ki ljudem lahko rešijo življenje, absolutno ga pa spremenijo. Imel sem pač en primer ene stranke, kateri sem zelo vztrajen bil, da sem se dogovoril za termin. Bilo je po zimi, šel sem do stranke, imel sem še celo prometno nesrečo, padal je sneg in ko sem prišel k njim, ko sem pozvonil na vrata, so se vsi začudili, kaj pa ti tukaj delaš. Sem rekel, smo bili dogovorjeni, sem prišel in potem so me res tudi z velikim bolj interesom poslušali. Pač naredil sem jim življenjsko zavarovanje z dodatnim nezgodnim zavarovanjem. Čez 3 mesece me je klicala mama, te moje znanke oziroma prijateljice in sporočila, da sta imela z možem prometno nesrečo. Kakšen je bil zaključek vsega tega, ona je danes na vozičku. In ko ona meni vsakič, kadar sva v kontaktu, reče, se mi zahvali, da sem takrat bil vztrajen in da sem šel kljub vsem razmeram in je naredil to zavarovanje, v bistvu je ne spremenil življenje, meni pa tudi, ker sem v bistvu s tem prišel do spoznanja, da v bistvu res delam dobre stvari za ljudi. Torej, zelo v bistvu žalostna zgodba, ampak po drugi strani bi pa verjetno življenje tega para bilo drugačno, okolikor bi tebe ta sneg ustavil, ali pa tvoja prometna nesreča, ki si rekel, da si jo imel vmes. Ja, veliko verjetno takih primerov tudi še imaš in se veselim, da se pogovarjava o teh zadevah naprej. Zdaj pa sledi kratek predah. Z Borisom se pogovarjava o zavarovanjih, o tem, kako lahko vztrajnost zavarovalnega agenta mogoče polepša življenje ali pa v nekih kritičnih trenutkih dejansko spremeni življenje. Boris, teh primerov je zelo veliko, pogovarjala sva se tudi o kompetentnem zavarovalnem agentu.
Sej danes zavarovalnice več ali manj se delajo online, to so neki izdelani produkti za rizike, ki, kot si rekel, ocenijo, kaj bi lahko bilo, kakšni riziki so. Ampak jaz sem se vmes spomnila na en primer. Enega gospoda, njegova situacija je bila takšna, da je pravzaprav bil sam brez dedičev, nekaj premoženja je imel. Bistvo vsega pa je, da je recimo zelo veliko, skoraj vsak dan bil na terenu. Ne? In ta gospod je imel sklenjenih preko 10 zavarovalnih polic. Vse so bile življenjske, na niti eni pa ni bil pokrit riziko nezgode. Torej, kako lahko karakterizirava zdaj tega agenta, ki je tam bil? Kakšno je lahko bilo vodilo oziroma kakšen je pri tebi postopek, kako obravnavaš človeka, ko pride k tebi pa reče, no zdaj pa jaz imel eno, ne vem, zavarovanje. Ja, takih primerov sem kar nekaj srečal, da so imeli ljudje po 5, 6, 7 zavarovalnih, življenjskih zavarovanj. Zdaj, kaj tukaj za tem, jaz ne vem, vem pa, da je neznanje v bistvu oziroma nerazumevanje zavarovalništva, kajti zavarovalništvo ni namenjeno nekemu obliki varčevanja. Osnova je zavarovanje, da si zagotovimo socialno varnost. Seveda, čas pa trg pa dogodki v svetu so v bistvu zavarovalnice tudi prisilile, da so vključili v svoja življenjska zavarovanja naložbena življenjska zavarovanja s tem, da vložiš denar v neke sklade. Seveda to je posledično za sabo potegne le to, da moraš ti nekaj o tem vedeti, nekaj, da moraš poznati, da moraš včasih tudi kaj spremeniti. Tako da ti ljudje, ki so imeli po 7, 8 takih zavarovanj, seveda prva stvar je bila, da smo se pogovorili, da oni tega sigurno ne rabijo. Ne. Če smo čisto odkriti, nihče od nas ne rabi življenjskega zavarovanja. Kajti za življenjsko zavarovanje moraš umreti, zato da zavarovalnica to izplača. Se pravi, življenjsko zavarovanje rabi moja partnerca, kajti ona bo dobila odškodnino, pa moram reči, da se z njo že cel življenje dajeva na to temo, kdo bo zdaj plačeval to življenjsko zavarovanje. Jaz rečem, ti boš dobila, ti moraš to plačati. Ne. Pa mi še do zdaj ni uspelo to jo prepričati, ampak dobro, pustimo to. Se ne pusti. Se ne pusti, ne. Tako da tukaj je res pomembno, da pač, ko se pogovarja stranko, da ugotoviš, kaj jo je strah, česa se ona boji, v kakšni situaciji je, ali je sama, ali ima družino, ali ima kredite, ali ima, ne vem, neko premoženje veliko za seboj, da v bistvu prilagodiš potem seveda tudi to obliko zavarovanja, katero pač ponudiš in s tem rešiš nek problem, ki ga stranka v bistvu ima, ne. Ali pa nek strah, če lahko temu tako rečem. Tako da lahko rečeva, da je potrebna vseeno ena analiza, da ni nič po JUS-u, po defaultu za vse enako. Ne? Ljudje imamo različne situacije in je treba k temu tudi tako pristopati. Ja. Absolutno. Poleg življenjskih zavarovanj, premoženjskih zavarovanj, nekako vse se da zavarovati, a ne? Skoraj vse. Tako ali drugače. Bi mogoče zdaj majčkeno pogledala, kako je pa pri zavarovanju našega zdravja. To je pa tudi ena zelo pomembna stvar, ki je seveda časovno enako kot naše celice, ki niso vedno tako enako prožne, je pri zdravju enako. Hvala Bogu, če bi bili le dolgo časa dovolj zdravi, ampak tudi tukaj imamo primere, ko veva, da se zgodi. Zdaj pa situacija v slovenskem zdravstvu je takšna, kot je. Težko bi zdaj to komentirala, kakšni so vzroki in razlogi, niti nisva tu na tem mestu. Storitev nenazadnje vsi potrebujemo, ker pride slej ko prej do ene take situacije, pa me zanima, kaj pravzaprav v vašem podjetju, kako rešujete ta izpad oziroma čakalne vrste in te zadeve, ki se zdaj pojavljajo v slovenskem javnem zdravstvu? Ja, čakalne vrste seveda niso problem, dokler nimaš zdravstvenih težav. Ja. Ko pa jih imaš, takrat pa ugotoviš, ko dobiš neko napotnico, ko se priklopiš na internet in iščeš neko podjetje oziroma neko zdravstveno ustanovo, ki ti bo to storitev upravlja, ugotoviš, da so čakalne vrste, ugotoviš, da pri nekaterih sploh ne veš, kdaj lahko prideš na vrsto. Seveda, če so to manjše zadeve, v redu, lahko potrpiš. Če ti pa v bistvu, ne vem, napovejo, pa imaš diagnozo, da imaš raka in da moraš, ne vem, zelo hitro se odzvati na to, saj določene storitve so podnujno zelo hitro opravljene. Seveda, vsak dan pa lahko šteje v takem primeru. In zavarovalnice so pač ponudile produkt,
ki ga pač različno imenujejo različne zavarovalnice, eni specialisti, eni zdravje, eni čakalne vrste in tako naprej. Ampak v bistvu v osnovi je vse zelo podobno. Če dobiš neko napotnico za specialista, enostavno pokličeš na zavarovalnico in na zavarovalnici ti uredijo, na kateri zdravstveni ustanovi boš to dobil, to storitev opravil, kdaj in pa v bistvu na koncu za to poskrbijo tudi za plačilo. Navadno so ti čakalni roki dan, dva, tri, maksimalno mogoče kakšen teden, če si že zbereš določeno zdravstveno ustanovo. Skratka, da si zelo hitro v bistvu tudi tretiran. Lahko na svojem konkretnem primeru povem, moje koleno je pač začelo malo popuščati, meniskus je bil malo obrabljen, enostavno sem poklical na zavarovalnico, šel k svojemu zdravniku, dobil napotnico za rentgen, to napotnico sem poslal na zavarovalnico, oni so mi potem uredili v roku 2 dni rentgen, nato še magnetno resonanco, čez en teden dni sem bil že na operacijski mizi in mislim, da je bilo prej kot v 14 dneh sem v bistvu jaz bil doma z urejenim meniskusom, potem bila samo še rehabilitacija mesec pa pol, 2, da sem v bistvu spet v normalni funkciji. Ja, torej veliko prej, kot bi verjetno bilo to. Ja, čakalni roki so bili kar 3 mesece in pa še celo več. Aha, zanimivo. Mogoče sem še to, ko si omenil, da pač v zavarovalnici pošlješ napotnico, ona te napoti nekam. Ja. Ali imaš možnost izbire ustanove, kam želiš, ali si pač prepuščen temu, da zavarovalnica oceni, kam bo šel? Kako je s tem? V bistvu ti ponudijo določene tiste, ki so najbližje, lahko pa izbiraš, seveda. Imaš možnost izbire vseh teh pogodbenih partnerjev, ki delajo za zavarovalnico. To so v bistvu vse te slovenske družbe oziroma inštitucije, ki se s tem ukvarjajo. Tako da v bistvu je pa tretma, ko prideš k njim, je pa tako, kot da bi bil samoplačnik. Saj tudi si, ne, zavarovalnica plača storitev namesto tebe. Ja, in te premije recimo so verjetno zelo poceni v primerjavi s tem, če ti reši življenje ali pa težavo s kolenom, a ne? Ja, mislim, da je bil račun okrog 3000 evrov za moje koleno, vse skupaj. Ja. Premija za tako zavarovanje je manj kot 20 evrov, mislim, da je 12 evrov pa pol na mesec. Seveda se spreminja, prilagaja v bistvu trenutnim situacijam, ampak tam nekje. Tako da absolutno je to ena zadeva, katero priporočam vsakmu. Vse to, dokler je vse v redu, pač tega ne rabiš, tako kot pravimo, da zdravnika ne rabiš, dokler nisi bolan, ne. Ampak ko pa enkrat to rabiš, takrat pa poskušaš poskrbeti za to, da dobiš tisti maksimum, katerega lahko. Super. Zdaj, ko govoriva o teh zdravstvenih zavarovanjih, velikokrat sodelujeva, sva večkrat na kakšnih takih pogovorih in se pogovarjava o best doctors, ne. A lahko za naše gledalce malo bolj pojasniš o tem, kaj to best doctors je, ne? Najboljši zdravniki. Ja, jaz sem se dostikrat spraševal, kdo zdravi zdravnike, ne. Aha. No in na osnovi tega so se že pred 40 leti, mislim, da organizirali zdravniki in so si v bistvu sami sebi izbrali specialiste, ki jih zdravijo. To je potem preraslo kar v nek posel in danes lahko kjerkoli na svetu v bistvu kdorkoli sklene tako zavarovanje, kjer v bistvu dobiš storitev drugega mnenja. Se pravi, ko tvoj zdravnik določi neko diagnozo pa potek zdravljenja, ti lahko to, če imaš sklenjeno zavarovanje best doctors, v bistvu enostavno preneseš to dokumentacijo na zavarovalnico, oni jo prevedejo, pošljejo v Ameriko na center, tam jo razpošljejo, mislim, da 10 zdravnikom, ki so specialisti za to tvojo težavo, potem naredijo skupno mnenje, drugo mnenje, katerega potem ti tudi dobiš. Obenem ti ponudijo, se pravi, dajo ti drugo mnenje, obenem ti ponudijo tudi 2 inštitucije, ki zdravita to tvojo težavo in seveda, če se za to odločiš, enostavno pride taksi po tebe, te vzameš spremljevalca s seboj, te odpeljejo v München, v New York, kamorkoli, kjer je to v bistvu se najboljše lahko opravi. Tam v bistvu opraviš tisti potek zdravljenja, se vrneš domov in v bistvu nimaš nobenih stroškov s tem, razen seveda zavarovalno premijo, ki pa moraš skleniti
tako kot pri vsakem zavarovanju, predno se karkoli zgodi. In tudi plačati. Ja, seveda. Nadaljujeva s pogovorom, prej pa spustiva naše gledalce in naju na kratek predah. Boris, pogovarjala sva se o primerih glede našega zdravja, opisal si nekaj zanimivih produktov, s katerimi si lahko pomagamo, oziroma vsak posameznik pomaga in pač zagotovi neke zaščite, pa neke preventive. Zdaj pa bi mogoče rada šla še malo eno leto nazaj v neke situacije, ki so večjih razsežnosti, a ne, mislim na poplave. Pri zavarovanjih se lahko ti individualno nekaj zgodi, individualno rešuješ. Kaj pa tukaj? Tukaj pa v principu pride nekaj, težko kaj rešuješ, ne? Velikokrat slišimo, zavarovalnica tudi pogleda, če si uspel pri požaru, pri temu rešiti, kar si lahko sam rešil, a ne? Kaj pa v primeru prejšnjih poplav, ko smo jih imeli v prejšnjem letu, tam pa moraš rešiti sebe, ne moreš rešiti nič drugega. Pa me v smislu zanima, če malo več lahko poveš o tem, kako ste vi v vaši pisarni odreagirali, kaj je bilo takrat najbolj pomembno v tistem trenutku, ko je to začelo. Slišali smo veliko negativnih prizvokov za zavarovalnice, da nočijo, da niso, da ne izplačajo in tako naprej. Bi tvojo izkušnjo prosila. Ja, naša izkušnja je bila taka, da smo v bistvu prvi teden bili bolj neka vrste socialna služba, kjer smo ljudi mirili, da bo vse v redu, da bomo vse uredili, da ne jih ne skrbi, zavarovanje imamo sklenjeno. In kajti ljudje so bili prestrašeni, to je bila res preizkušnja za ljudi in pa tudi za zavarovalnice na koncu koncev. Kajti take stvari se ne dogajajo vsak dan, včasih se je to dogajalo na 100 let, ne? Danes se to dogaja lahko vsako drugo, tretje leto. Upam, da se ne bo to res dogajalo, ampak da se bo pač to res dogajalo vsakih 100 let. Seveda je bila to velika preizkušnja, tako kot sem rekel, najprej smo mogli neko potolažiti ljudi, da ne jih ne skrbi, da bomo vse uredili. Potem bil pa pač tisti support tehnični, kako zdaj prijaviti škodo. Kajti če imaš ti v stanovanju 1 meter vode pa, ne vem, pol metra blata, seveda ne boš reševal premoženja, ampak boš seveda v največji meri poskrbel za sebe pa za svoje najbližje. No, potem pa treba tudi to rešiti. Tle smo se pač Slovenci solidarno stopili skupaj in smo pomagali en drugemu, tako da ogromno mojih strank je rekla, pri meni so bili ljudje, ki sploh ne vem, kdo so, od kje so bili. Oni so samo delali, nosili, pospravljali, resnično pomagali. Potem je pa nastopil pač tisti del tehničen, ko je bilo treba prijaviti škodo. Vse škode smo prijavljali online, z slikam, s fotografijam in pa z seznamom v bistvu poškodovanih stvari, pa ovrednotenjem tega. Se pravi, dostikrat kakšen reče, ja, pa nimam računov, pa nima tega. V naši agenciji sklepamo vsa zavarovanja, pa vseh večina zavarovalnic tako naredi, da se zavaruje vse na novo vrednost. V tem primeru je treba samo določiti, kakšna je nova vrednost nekega predmeta, ki je bil uničen. In tukaj so bile seveda, recimo temu, totalne škode. In tukaj pač potem se pokaže, kakšno zavarovanje človek imel sklenjeno, ne. Ali je bila dosti velika zavarovalna vsota, kajti to je osnova, ki jo zavarovalnica lahko izplača, več ne more. Če je imel nekdo sklenjeno zavarovanje za primer poplave za 1000 evrov, zavarovalnica ne more plačati 50 000 evrov. Moram reči, da je bilo kar nekaj teh ljudi, ki so prišli k nam, pa so spraševali, a res ne morem več dobiti, a ne gre več. Jaz se lahko pohvalim v naši agenciji, nimamo nobene nezadovoljne stranke. Vsi so dobili, celo tisti, ki so rekli, da poplave ne bi rabo. Ampak mi smo se pri nas odločili, da bomo ljudem pa kljub temu pustili vsaj nekaj za primer poplave in pa pri zavarovanju stanovanjske opreme smo pustili poplavo vključeno. In v dostih primerih se je s tem denarjem, ki so ga dobili za uničeno opremo, sanirala hiša, pa še kaj so si kupili od opreme. Tako da resnično se lahko pohvalim, da nimamo nobene nezadovoljne stranke, ki bi v bistvu rekla, da nismo naredili vse za njih, ne. Je bilo pa to zelo naporno, 3 tedne moram reči, da smo zelo se fokusirali na to, kajti zavedamo se, da je ta storitev ob škodi je tisto, ki pokaže se, kakšen nek zastopnik je, ne. Če se ne javiš na telefon stranki, ko te potrebuje, seveda ne boš ravno najboljši luči.
če jo pa obiščeš, pa pomagaš, tako kot smo v bistvu v večini primerov tudi mi naredili. Največ pa jim je pa pomenilo to, da niso bili sami, no. Da so imeli nekoga, na katerega so se lahko zanesli, pa enostavno rekli, se jim bo pomagal. Eno vprašanje na to temo, ne. Rekel si, največ jim je pomenil, da si poklical, da si bil tam, da si jim pomagal rešiti, ampak jaz vem, da ste bili tudi vi poplavljeni, a ne? In moja pisarna je bila tako, kljub temu, da ste v podjetju imeli poplavo, ste bili tam za ljudi, a ne? In to je verjetno tudi ena tista kljukica za korektnost nekoga, ki deluje na terenu, a ne? Tako. Moram reči, da se to tudi zdaj pozna pri našem prometu, kajti stranke prihajajo tudi same iz drugih zavarovalnic, kjer pač niso imela sklenjena zavarovanja, tako da bi zadovoljili tudi ta riziko, kateri se jim je zgodil, in pač mi probamo pomagati, svetovati, povedati. Seveda se je pa treba zavedati, da vse to nekaj stane, in včasih pride do stranke, pač enostavno reče, koliko je to drago za hišo, recimo 500-600 evrov, ampak po drugi strani vozi pa avto, za katerega zavarovanje plačuje 2500 ali pa včasih celo več evrov, ne. Potem se človek vpraša, hiša je vredna $500,000 ali pa še celo več, plačati 500 evrov za to, drugi strani pa avto, katerega lahko razbiješ v trenutku. Je potem pač tako malo, je treba se stranka počasi tudi malo pogovoriti, dajmo realno pogledati, kaj, kako, pa bomo že najdeli neko rešitev, ne. Ja, to je stvar pogovora in stvar verjetno, da tudi odpreš malo obzorja in da mogoče opozoriš na določene rizike, ne, ker verjamem, da ljudje gledamo tako, avto na cesti večkrat se lahko zgodiš, pri hiši je pa nekaj stabilnega, si pa bolj siguren, a ne, in mogoče je nekaj v zadnjih, sej kaj, pa se pa ne bo zgodilo, ne, ampak smo zdaj videli iz teh primerov, da je to lahko tako trenutek, a ne. Mogoče še eno razlikovanje, ki se večkrat pojavi pri ljudeh in vprašanje izliv vode na pogodbah, a ne, meteorne vode in poplave, razlika med temi tremi pač argumentacijami, riziki. Izliv vode je konkretno določen, to je izliv vode iz odvodnih in dovodnih cevi, ki se nahajajo v hiši. Se pravi, če poč neka cev v zidu, pa se pa poplavi ali pa, ne vem, centralna kurjava ali karkoli, v bistvu je vezano na inštalacije. Se pravi, vodovod, ogrevanje, kanalizacija, a ne, to je to. Tukaj nimamo kaj drugega več dodati zraven, da bi lahko bilo, ne. Meteorna voda so v bistvu te padavine, dež, ki v bistvu povzroči neko škodo, ne. Seveda škoda je lahko zelo velika, ne, če recimo z dežjem tudi je močen veter, pač vsi vemo, kako strešniki stojijo na strehi, vendar če veter piha, začne voda pronicati tudi pod strešnike in lahko zalije celo hišo, ne. So pač meteorne vode, žlebovi se zamašijo, skratka, to so ta riziki. Poplava je pa kakršnakoli voda, ki pride od zunaj v hišo. To je lahko talna voda, to so lahko potoki, to so lahko padavine, a ne, vemo, da imamo neke enormne padavine v zadnjem času, kjer pade po 200 litrov vode na kvadratni meter. Vem, če si predstavljate, to je 20 centimetrov vode povsod, tereni so razgibani, ko se to zlije, lahko takoj meter vode nekje. Gradnja naših hiš je tudi zdaj zelo tako komot ratala, nobenih pragov, ne, se pravi, ko izgreš iz dnevne sobe na teraso ven, da ni nič kaj motečega, ampak če pade toliko vode, seveda bo ta voda veliko lažje noter prišla, kot pa če bi bilo recimo 5 centimetrov pragu, ne. Ampak tukaj so v bistvu pač ti riziki obstajajo, treba se jih je zavedati in pač poskrbeti, vkolikor smo temu izpostavljeni. Torej, bi svetoval lahko ljudem, da izliv vode, torej to, kar poči neka cev, ni enako poplavi in je ali pa meteornim vodam in je potrebno imeti oboje zavarovano v svojem domu. Poplava je dodaten rizik, ki ga v bistvu dodamo tam, kjer stranke smatrajo, da so temu izpostavljene. Čisto drugače recimo s potresom, ne. Potresu smo pa vsi izpostavljeni, ne. In seveda zgodil se bo, tudi potres. Zdaj, koliko ljudi ima to zavarovano, koliko se temu riziku izpostavijo, je pač odvisno od njih. Je pa zanimivo recimo eno mišljenje strank, ne,
Saj imam novo hišo, imam protipotresno grajeno. Ne. Seveda res, hiša je protipotresno grajena, ampak protipotresna gradnja pomeni, da boš ti preživel v hiši. Hišo boš pa ravno tako mogel podreti pa na novo narediti. Ja. In tukaj je pač treba ljudem to pač razložiti, da vidijo, in tukaj je pač naloga zastopnika, da v bistvu to naredi res korektno in pa v skladu z nekimi normami, ki obstajajo. Odlično, hvala lepa, Boris, za ta pojasnila in informacije. Mogoče bi zaključila to z enim takim citatom, da rizike vnaprej ne moramo izključiti kakršnekoli, zato je res prav, da se zaščitimo pravočasno in na pravilen način za njih. Hvala lepa, da si bil z mano v oddaji Moja družina. Hvala za povabilo. Spoštovani gledalci, vas pa vabim, da nas gledate vsako sredo. Hvala lepa.